Trenutki ponosa, trenutki slave. Zadnjo nedeljo v maju bomo dodali k seznamu najlepših poglavij zgodbe o vijoličastem, s prizori, ki povedo več kot 1000 besed. Ljudski vrt, dom prvakov. Tako je, ko slavi Maribor. Ko je ponos mesta najboljši v Sloveniji, tokrat že 9. od osamosvojitve. Južna ploščad stadiona Ljudski vrt je kot ustvarjena za tovrstne proslave. Tudi tokrat so jo napolnile vse generacije navijačev v vijoličastem. Prijetno je bilo že med ogrevanjem pred tekmo, z živahnim dogajanjem v Fun Parku. Občutilo se je, da gre za nogometni praznik, za spektakel, ki ga ne gre zamuditi. Posebna energija se je z južne ploščadi prenesla na tribune, kjer so le redki sedeži ostali nezasedeni. Šampione je prišlo pozdraviti 11 000 ljudi. Ko se v Mariboru slavi naslov, nihče ne ostane ravnodušen, čustva so močno izražena. Tekma je minila v svečanem ozračju, rezultat ni bil v ospredju, toda ekipa se je želela posloviti od sezone prvako primerno, zmago. Igralci, ki so v zadnjem obdobju več igrali in čutili lažje poškodbe, so ostali na klopi ali na tribuni. Priložnost za premiero je tako v zadnjem prvenstvenem krogu dočakal tudi najmlajši član slačilnice. Luka Krajnc je pri 16 letih prvič oblekel vijoličasto majico in pred selitvijo v Genovo se je nadarjenemu branilcu uresničila želja, da zaigra za člansko moštvo. Ja, občutki so res fenomenalni, zato res hvala navijačem. Pa vedno sem si želel, da enkrat zaigrati pred polnim Ljudskim vrtom in to se tudi zgodilo. Državni prvak je ob fenomenalnem ozračju v Ljudskem vrtu premagal pokalnega, strelca za končnih 2-0 sta bila Etienne Velikonja in Alen Ploj. Velikonja je zadel v sodelovanju z Rajkom Repom za prvi izbruh navdušenja na tribuni. Ob potrditvi krone pa še en poseben trenutek. Prvi gol Alena Ploja v članski konkurenci. In to kakšen gol! V slogu največjih in najbolj izkušenih mojstrov, čeprav Alen nima več kot 18 let. Po zadnjem sodnikovem žvižgu pa najprej veselje prvakov na igrišču, kot predpriprava za podelitev na ploščadi. Nato v slačilnici. Za vas smo želeli pričarati tudi trenutke, ki jih ne vidimo pogosto in so nas fantje spustili v svoje prostore. Ta sezona je posebna. Že zaradi tega, ker smo imeli tako čudovito poletje v Evropi, ko so se zgodile za slovenski prostor fantastične stvari, tu mislim na ta prvo odlične tekme in pa tudi na prodajo igralcev in pa na našo neporaženost jeseni. In tako da ta sezona je res nekaj posebnega, je bila odlična, v kateri smo na koncu tudi malce trpeli oziroma so nasprotniki nam bili blizu, vendar je na koncu zmaga res več kot zaslužena in nekega razloga oziroma zakaj ni to zasluženo, nikakor ne morem najti oziroma mislim, da nihče ne more najti, ker je zmaga popolnoma zaslužena. Vsak naslov je pa posebej zelo pomemben in ta se sigurno lahko primerja s ta prvim naslovom. Najlepši del nedelje pa je potem sledil na južni ploščadi, na svečani podelitvi ob prevzemu pokala, namenjenega najuspešnejši ekipi. NK Maribor, prvak Slovenije 2011.